Kakšno vlogo je imel Arhiv Slovenije pri tej razstavi, pri postavitvi te razstave? Težko bi rekli, da smo bili glavni pobudnik, no, gotovo smo eden od sodelujočih. Arhiv Slovenije se tukaj najde v vlogi, da skrbi za arhivsko gradivo, in sicer v tem primeru za arhivsko gradivo, ki priča o osamosvojitvi in je nastalo kot pri aktivnosti tega kriznega centra v Londonu. In sicer arhiv je poleg gradiva državnih inštitucij, ministrstev in drugih javnih organov, ki pridejo k nam po legalni poti, prevzema tudi zasebno arhivsko gradivo, gradivo pomembnih posameznikov in pa gradivo društev. In prav glede obdobja osamosvojitve smo prevzeli veliko gradiva, ki nam zelo osvetljuje to obdobje, ne, recimo gradivo odbora za zaščito človekovih pravic, gradivo odbora za zaščito slovenskih vojakov v jugoslovanski vojski in še številnega gradiva pomembnih posameznikov, ki so bili vidni akterji v takratnem obdobju. In to gradivo pa nam priča o prizadevanju Slovencev, ki so živeli v tujini, v tem primeru londonskih Slovencev. In arhiv je njihovo gradivo že sredi 90-ih let, zadnjič pa leta 2006 prevzel, in gre za dragoceno gradivo, ki osvetljuje to obdobje, in dejansko pa s to akcijo nadaljujemo tako z zbiranjem gradiva še nekaterih društev po svetu, kot pa tudi z gradiva, ki je še pri nas in ga hranijo posamezniki oziroma druge društva.